iz tega hočem potegniti nek splošnejši nauk. To, kar smo zdaj preizkusili na delu, prvič smo pravzaprav kot Liberalna akademija zahtevali popravek, to, kar smo zdaj preizkusili, je jasno iz tega sledi nekaj. Da ta medijski zakon podpira cenzuro. In da sloviti člen o popravku pravzaprav velja predvsem za ministrstva, vlado, za stranke vladajoče koalicije in tako dalje. Za kogarkoli, ki je kritičen do bodisi koalicije, do vladajočih medijev in tako dalje, pa zakon o popravku velja na ta način, da se ga skratka obide na nek način, ker je zmeraj mogoče. No in Jančič je demonstriral to tehniko, kako se to dela. Se pravi, da zakon o popravku za tistega, ki je kritičen do realnosti v Sloveniji, ne velja. To je neizpodbiten zaključek, ki ga lahko iz tega izvedemo. Institucionalni pritisk je na eni strani ustvarjen z državnim upravljanjem javnih medijev, tistih javnih zavodov, in na drugi strani preko teh lastniških povezav seveda je ta institucionalni pritisk, kot je recimo videti na delu, popolnoma jasno razviden. Kar pomeni, da se postopoma in vse bolj vidno in vse bolj brutalno v Sloveniji medijska svoboda omejuje, krči in seveda je vse manj prostora za kakršnokoli resno javno diskusijo. Tist, bi rekel, nek drug prostor, ker seveda vlada vendarle ne more vsega obvladati, je očitno internet. Tako da verjetno bojo te alternative vendarle omogočale, da se prostor ne bo čisto do konca zaprl. Kot vemo, se tudi v totalitarnih režimih se zmer pojavljal kakšen sam izdat ali kaj podobnega. Situacija v slovenskih medijih je zaskrbljujoča, mi pa vam pravzaprav prezentiramo tukaj neko lastno izkušnjo, ki to potrjuje.